Zdravo! Živijo. Živijo, čak njega rabim na tebe. To. Snema to, kaj se dogaja. A se bo začel dreti, če bo na tem, da s prikolco poderem šoto? Ali bo izvedljivo to? Ve? Pazi zdaj. Nemaš iti ful tja. Zakam? Da ne boš pobral prikole. No, dej. Pa ti je ratalo, ne? Ej, gleda to, da ni nikjer nikogar, ne? Kje je pa tvoj avto? Ne vem, postavi se. Da gre hitro na odzih je sestanek voznikov. Pridi s kamero vam. Na. Ne, te. Snima. Po 7 upam, da bo šlo skozi. Mislim, komu imel, ko bo kaj zapletal. Ajde. Kaj praviš? Da ima mož na sovoznik enostavne pogoje. Čak, če se bojo maknili, zelo moče biti. Imaj razmak! Moje te ni zdaj videl, veš. Evo nas, čakaj tu, zdaj moramo posneti nekaj na štartu treninga. Danes ni nič drift akcija, očitno, ker valjda kdo bo v takem vremenu šel. In gremo. Daj se kao prvo tle. Kaj? Daj se prvo, ti. Kaj? Ej, neč, vas. Ok, tu je kao inner klip. Tu je cona. Opa. Tu nekje naj bi bil, aha, gripa imamo nekaj. Evo ga, treningi po dežju, ne, jesenski treningi izgledajo zelo tako. Average PTC moment, a? Average PTC moment. Ja. Oglavno upam, da bo oni za straight pipeom zadnji čim prej nehal ogrevati. Evo, zdaj smo na treningu, trenutno še ni drift akcijo, bomo pa žugim vseeno segrela z Lexusa. Klima je, brisalci delajo, šibedah je pa tudi odprt, da se nam ne rosi, čeprav se nam še vedno malo, ampak dosti boljše kot pa konkurenci, ne. Ker konkurenci se pa občutno rosi, ne. Evo, po parih krogih sva žugim pustila te 245-19 v boksih, zato ker je ta že fajn požrta tukaj. Plus tega so to gume, ki imajo velik premer in imajo zato dosti sidebita. Ni premer pogoj za sidebite, ampak v tem primeru pač so takšne. Ker še eno rosi, proga je mokra. Šla sva na 18 kot 235, zato da je ožja guma, da je manj tega efekta aquaplaninga, ko letiš čez lužo, pa predvsem zato, da je manjši premer, pa manjša felna, ker ima tako manj polarne mase na obodu, pa lahko lepše kontroliram po dežju. Zdaj upam, da se je tudi videlo, da se bo dalo avto malo lepše peljati. Zato ker dežju je bolj pomembno to, da lahko ti lepo doziraš gas, klopko in bremzo, brez da te guma, ko se ji spreminja hitrost, full gripa. To je bočno in v forward bite-u. Pa bo šla zdaj probati. What the fuck? Pa ni gripa, a? Ampak sva pa dosegla točno to, kaj sem hotel. Ej! Neki se čuden robota! Po mojem vztrajnik neki pleše. Neki ne bo v redu, veš? Ne. Tekuje ga, od. Evo ga, to. Lights, camera, action.
reason I push. It's like Moses talking to the burning bush. Face the furious meltdown of underground bugs. The kingpin raising all my thugs here. When I set the flossing off the head with the click that makes you die for the family and God. No doubt we're facing this and guard your radius. When I come with the squad that we're dead and instantaneous. Arms grab me out the killing fields of crossfire just to put me in chains behind barbed wire. Keep a strap on his lap. Sunday gate is fat, bless you, it's done. They drag him naked for blocks till you open up the safe box and new block. My revolution's goal is every hour. My firepower's aimed at your control tower. True that, I thought you knew that. My swerve is out of hand, introducing Scatterblack. My stick. Zdaj čas si na lepo zbreko. Kar dost. Ma ja, previdno ga doziraj, to ti govorim za betle. Ker ima situacije, ko se upočasniš več, ko bi se rabo upočasniti. Vem, da je dober feeling. Mislim, za betle razmišljaj, ne, da ne još ti... Reč pa v redu. Ja, prva zunanja cona tam pri ograji. Pojdi do nje, ker zdaj si kilometer iz nje. Malo je razlika med nemo pa med zvezdnim štarterjem, a? Je, malo pa je, ja. Se priši pa da. Ej! Daj malo šova nared, no. Eno. Šovo? Kakšno šovo? Daj mi povej, kakšno šovo? Tam, ko boš štartar, zdaj si. Všeč mi je, da je človeku tak najbolj. Da, skoro potišim za prvi sveta. Ali še one stopci so zdaj zmenj kako ne. Evo, situacija je taka, da smo šli po hrano, zmenili smo se, da ima ekipa za jest. Žugi bo držal gola za Jakata, ker je Jaka zakompliciral z golažem. Ja, a ti ne gre zraven. Erika, što ti kaj jel? Ti pridi zraven, bokse. Aha, ok, se moram pošlagati nazaj. Pogledaj, evo, Vanja je zarihtal hrano, bam, da bomo pojedli nekaj, ne? Žugi je slemal burgerje, tako da imajo to palčko po strani, da grejo dovolj nizko pod šipo, da se lahko z njimi peljemo. Da grete v šipo, da bo topi. Ja. Mogoče bo Erik pa pravo, mogoče bo ples. Ne bo, ker je kar dober razumno. Kaj je to? Okej, kaj je problem? Dobro, to si kaj sam nastavaš, koliko jih pa če robaš. Kaj? Evo, lej. Lej! Pazi to, lej, nikoli mi ne pozici, lej. O, je, bravo. Bravo. We hitting your set in the posse. A legendary man is the blend with made men approaching ghetto celeb status. Guns for hire, moving keys up my empire, the sources. Niggas reaching for their armed forces. A wolf in sheep's clothing, and snakes that rattle. Plus your ultimate fear is being cut down in battle. Blessed with the team and to get the cream. And my bloodline is fiending to slay the demon. So what you want done? Tons of guns, hoes, most goes in addition. Rolling in the crew for position. Dancing my terror, the crow love, etc. Warrior competitor, a step ahead of your fruit kicks, front like you're from the penitentiary. Cause outside you, inside you, temp to break your manhood and work you like a mule. Cause the world has no pity for the fool. Meet the press. Now Don, tell us really what it represents. Any man should die for turning state's evidence. Who you're phasing, the extra blazing conversation is probably why they hold me in for tax evasion. Hope my click knock a brains and my family eat. Preparing all my enemies to fall before my feet. It's sweet to see the black man rise.
open your eyes. CL Smooth specialized. Evo, prvi krog drugega dneva Drift-Dreamers so v totalni megli. Dobro, da imamo bojni underglow, ker če ne se nas ne bi videlo iz drona. Pa ni. Pa nek vakum nam pušča na avto. Dobro si sledil, ok, jaz sem moral reči na easy zamon, da vidim, če pa ti drmejo zadnji. Ni za easy. Sem gledal včeraj Riding Zone Pro video, da sem videl, kak furaš. Sem videl predvsem, da si predvidljiv, to je point. Ja, to pa itak mora biti. Evo, to je drugi dan Drift-Dreamers treninga in tekme. Zdaj danes imamo 2 uri treninga pred kvalifikacijami. Ful je mokro, pa zna biti, da bo ostalo mokro. Imel sem plan nekaj uteži zmontirati na avto, ampak nažalost ni ratalo. Tako da zdaj moram delati z razpoložljivimi setup opcijami. Lovim malo hitrejše voznike, kot se je recimo Klemen. Prej se pravi za Žiga Severjem, tudi Gašper Lukan za Mazda MX-5 ni počasen. Problem je valjda se gret gume in avto. Jaz dejansko z avtom stojim v vrsti in ga ugašujem, zato da ostane na 60 stopinjah voda, olje pa na 83, to vse je prenizko. Prej sem jemal ven glavni relé za ventilator, da je pač segrel na mestu, ampak se mi ne da več čakati, pa tega ven devati. Tako zdaj ga ugašujem, da drži vsaj 60 stopinj. No, to je pa v bistvu to. Mogoče imamo najhitrejši avto. A misliš, da ne? Mislim, načeloma se daje zadnje voziti. Kurva, da reči skrb pokupam. Si te videl skozi. Ja, pa skozi si gledam, ne? Kako si videl kdo? Če tako videl, da gledaš, da boš potegnil, če slučajnih panika. Čas za kvalifikacije. Zdaj kvalifikacije so po dežju in razvrstitev je na silo. Na silo pomeni to, da smo razvrščeni po naključnem vrstnem redu, brez nekih rezultatov ali pa kaj odprej. S tem ni nič narobe, to je pač način, kako razvrstiš voznike v kvalifikacije. Jaz sem prvi, kar je zelo nelagodno, ker to pomeni, da dajem benchmark vsem. To pomeni, da me lahko skoraj visoko ali pa nizko. In valjda bom prav najboljši odpeljati, pa dobro imam naštudirano progo, ki pa se je seveda spremenila, zdaj ko en čas nismo vozili po njej. Zadnjih 20 točkov pa mesek, samo pozornost.
Janković, skid Citripnik Banana, lastnik skid shopa, človek živi, diha, je, spi, drift. On vas popelje z drift taksija Lexusom. Lepimi tranzicijami. Prvi teorij mojih prepoznatev. Tole je touch and go cona, kjer morajo fantje zadeti z zadnjim koncem avtomobila. Tudi tam vidite narisan del clipping point zunaj, kjer ga morajo fantje zadeti, ravno čez njega je šel. In sedaj še touch and go, zraven teh stožcev, lepo je tole Erik izvedel. Gremo tudi live na hrvaškem Shift TV-ju. Erik Janković, BMW 36, Toyotin, osmah notri iz Lexusa, iz tistega, ko ste ga prej gledali, iz drift taksija je motor notri tukaj. In čas nazaj je tudi BMW avtomatski menjalnik ustvaril virtualno sklopko, vendar se zadeva ni šla. Tako da je znamo na ročnem menjalniku tale avto. Dragi dame in gospodo, dragi shifteri, dragi... Evo ga, kvalifikacije, prvi Bayern Top 16 za en drek, ker nisem dovolj uspel segreti avta, pa sem pelal na pol gasa, da ne bi preveč obremenjeval motorja. Spet sem dal ven relé, zato da pač se segreje motor celo zdaj nad 70 že, ga bom spustil do 90 pa dal relé not, pogam pa vgašal v vrsti. Ekipa čaka tukaj na Top 16 borbe. Muzika benga, mi pa čakamo na boljši čas. Telefon je odletel nekam. A ga vidiš kje? Ejo, tu je pravo. Odletel mi je dol z tega šita. Evo, zapašem se pa sem. Pase pa sem. Pase pa je. Evo, bodi na liniji. Poslušam. Ful sem ga nagripan, slišim, hvala. Ajde. To je bilo pa enostavno. In Erik Janković bo vodil prvi run. Gregor Kukec bo sledil. Agresiven vstop Jankovića, kot ponavadi. Gregor Kukec malo previdno, morda pričakuje napako Erika. Bježi Janković ovdje sada, ipak
kontrolira on jako dobro svojeg BMW-a, ide Juri. Ja, Gregor Kukec s precejšnjim zaostankom. I nevjerovatno je, evo gledao sam kako je vozio drift taksi, volan na desnoj strani, sada sjedne u BMW-a na ljevoj, isto tako, putanje odlične, sve, nevjerovatno. Gregor Kukec vodi tole drugo bitko. Erik Janković malo previden, sedaj pa začel s svojim huntdownom. Gregor Kukec z napako in vrtenjem. Erik Janković, svaka čast, da ga nisi zadev, bilo je zelo blizu. Tehnični pregled. A ko se žali ovaj put? Dobro pitanje. 240 je, vestleki so. Tu je trener. Tu ti spodaj je. Evo ga, top 8 proti Jaki. Če boš double upal rokavice, če te sebe prsi. Ja, ne, hvala. Ok, zgleda kot da te pol zebe. Jaz se skozi neki klesija popravljam, da imam pel downhill včasih, pa mi neki. A jaz mislil, da te zebe. Hvala vse, ne rabim. Dobro, tipa. Zdaj imamo pune bombe, ne? Zdaj ne gre drugega kot pune bombe, ker je drž sprav vso maščobo. Sem videl, da je grip se vam je čist trikrat različen. Vem, da je tečno dolgo segrevamo, ampak dokler ne primejo sprednje. Evo, ja. Poslušam. Kaj je on naredil? Je imel kako terminalno napako? Torej nula v glavnem, ima nulo on približno. Ok. Nemški avto z japonskim motorjem in japonski avto z nemškim motorjem. Zanimljiva kombinacija. Zelo. Ali krenuli su. Erik Janković agresivno svojim feintom v prvi ovinek. Jaka Legiša seveda pozna njegov način vožnje, ampak je storil Jaka napako. Poravnal se je tamle v drugem ovinku, tako da Erika zdaj čaka lahko delo,
če bo seveda obdržal živce in do konca proge odpeljal tako, kot zna. Zelo hitre in agresivne tranzicije Erika Jankovića so mi zelo všeč. Skoraj ni slišati momenta, da ne bi bila fanta na gasu popolnoma. One more time. Tako da Jaka mora zdaj ustvariti pressing na Erika, da Erik stori napako. Vendar Erik ni ravno človek, ki stori veliko napak, ponovadi med vožnjo. Zaradi veliko prevoženih ur takole počez vozi ta fanta že na mišični spomin. In poglejte, kako Erik se probava približati Jaku. Na vrata rečemo. Strašno kako Janković prati Legišu. Erik Janković z bližnjim sledenjem Jaki Legišu. To je bila top 8 borba proti Jakaju. Jaka to zgleda, da je imel nek stol v chaseu. Lid je imel v redu, nekega je sicer parkrat zjebalo, tako da se jaz kar naletu na njega. Vsi ljudje še vedno parkirajo v tisti zunanji coni tam. Vsakič je ta leva Movinkova. Tam, vsi parkirajo tam. Vse Kukic je proti meni na isto zgubo. Imaš posnetke že na fejsu. Evo ga, top 4 proti Gašperu. Kaj se mi? Ja, okej. Okej, ampak itak ga je poravnalo, tako da samo odpeljem. Bomo imel razdalje, ajde. Spremne gore, Janković protiv Lukana, kreću u svoj prvi duel, vodi nam Janković, prati ga Lukan. Dva popolnoma različna dizajna avtomobila in Lukan žal že z napako. Erika je zelo težko slediti, ima zelo agresiven stil vožnje, obenem pa lepe tranzicije. Ali koliko točan taj stil vožnje, nevjerovatno koliko Janković precizno ide, fantastična vožnja. Svaka čast. Krenuli su, Lukan vodi, Janković prati. Uživajmo još jednom u fantastičnim vožnjama. Tako, Gašpar sedaj s čisto stezo pred sabo lahko pokaže vožnje kot do sedaj. Vrhunska tranzicija obeh fantov, vrn do blizu clipping pointov, lepa linija Gašparja. Erik sledi na, dajmo reči, na 1,5 metra razdalji, ki se bo predvidevam, da še zmanjšala. Vrhunska vožnja obeh tekmovalcev. Jaz. Dobar.
Erik Janković kot Martin Grošelj. Krenuli su nam Janković i Grošelj. Janković vodi, Grošelj prati. Gledamo kako će proći prvu tranziciju. Kako agresivna vožnja obeh voznikov. Tole gre zdaj za res. Fanta sta vzela tole vožnjo osebno. Janković ide strašno, ali Grošelj ne pušta. Prati ga u stopu, prati ga u vratima. Kakšna vožnja obeh fantov. Poslušam. Še ponovi začetek. Kaj je bilo po začetku? Ajde! Martin korist 5 minut, neki se mu je odlomil. Ne more, ker smo že štartali, nažalost. Štart je bil izveden. Menjalnik sem slišal, Alaksa. Dan je zlomil. Sredini se je. Erik, zmago nima 5 minut. Ja, ker smo štartali že drugi dan. Ja, sej, ja. Razvijanja teh BMW trojk, vsak po svoje, kar je čar tegale, ne? Čak, moram priti samo to pogledati. Zdaj je edina, ne vem, a gresta dol ali boste šla že gor na... Bojo povedali. Kak je pa šlo? Ja. Ne bomo videli. Slišal sem že na koncu rana. Ja, ne rekel sem, da sme. Ker sta že štartala. Ker je med vožnjami samo 5 minut. A je prav spodaj padel? Pač sem se slišal, kle gor smo šel. Sem slišal, čist je že veš, prvo gaba je zvok. Pa sem spelil skozi vračka. Ne. Tudi jaz sem gledal, slišal sem rekel. A se vam nikoli ne izide, da dokončata. Bo se. Ne, vsega bomo porinili. Halo, ko sem čist nagripal avto, do meje vožnosti, da je šla sprednja v zrak in to ono. Zdih toliko. Kolo, veš, da je poskočilo. Zdaj se boš pa takoj... Ma problem je tem, ker ta čas, ko si ti lahek z avtom, nimaš kontrole, lih, ne? Točno to je mene pol kar naprej understeeril. Tako, bravo. Čestitke tudi. Ja, ne, ej, dva vzoja na stopnička, kaj pa to? Ja. Kar zdaj Luka dal, da je Luka kriv, da ta avto ni delal, ker pač Martin mora voziti, Luka mora šraupati, tako da... Mahnica! Današnji zmagovalec! Ima par pilič. Naš veliki ski chopper, razvijalec avtomobilov, Sim Time Concierge, človek z največ počest kilometrih v moji Sloveniji, če gledamo ure, Erik Janković! Bravo. Bravo, vsaka čast. Če gledamo ure, Erik Janković!
Ok, s tem se je zaključila prva velika nagrada Drift Dreams. To je bil njihov tretji dogodek na progi, odkar so ustanovljeni kot klub. Drift Dreams klub je nastal po recimo smrti Race Gazmika v jeseni 2023 in je v bistvu nek nov startup, kar se tiče driftanja v Sloveniji. Ta dogodek v Logatcu je bil pilotni dogodek kot povezava z AŠ 2005, Zveza slovenskih motošportnih, avtošportnih klubov, nekaj takega. Oni so podaljšek FIA. FIA je mednarodna avtomobilistična zveza in to je governing body, ustanova, avtoriteta, kar se tiče avtošporta po celem svetu, predvsem pa na področju Evrope. In ta dogodek v Logatcu je bil pač pilotni dogodek, kjer se je probalo prvič narediti dogodek v okviru te zveze in je pač Drift Dreams klub kot klub postal tudi član zveze in na ta način smo mogli vozniki pač podpisati te licence, da so nam izdali dnevne licence, en kup papirologije se je tu še dodalo. Ful se je razčlenilo neke stvari v pravilniku, česar prej slovenski drift še ni videl. Stran pravilnika je nekako vodil Žvan, tako da tu vem, da je v dobrih rokah. Jaz sem eno od tistih, ko je pač dokaj skeptičen, kar se tiče same zveze, zato ker redko kje driftanje sodeluje z zvezo in to zna prinesti dolgoročno dosti večje stroške in neke nepotrebne zahteve zaradi nekih arhaičnih pravil, ker so tam, ker se nekomu zdi, da naj bi bila tam ali pa so tam ostala od, ne vem, nekih starejših disciplin, starejših dogodkov, ki pa za niso več relevantni. To bomo videli v bodoče, zato ker ta pilotni dogodek kot tak je uspel. In to je bilo super, da je pač so strani zveze veseli in strani DDK-ja so očitno tudi veseli, ni bilo pa dobenega negativnega vpliva na voznike. Hkrati tudi ni bilo občutnega pozitivnega vpliva, ampak niti ni to tako pomembno zaenkrat, ker je bil pač to pilotni dogodek, kjer se je preverilo, da organizacija in ta naveza med zvezo in klubom funkcionira. In da se to dejansko da pač prevesti v nek dogodek, v stvarnosti, ne samo na papirju in ideja. Strani, kar se pa tiče privabljanja ljudi, je bil pa dogodek težki disaster, zaradi tega, ker je bil pač izbran tak pozen datum, vse skupaj pa je zasolilo to slabo vreme in pač ni bilo nič folka na dogodku. In to vleče zanimivo sporednico za FIA Motorsport Gamesi. FIA Motorsport Gamesi je pač dogodek, ki ga je FIA letos organizirala v Valenciji. Mislim, da se to organizira vsake 2 leti. In je bilo tudi driftanje del tega dogodka. Ena stvar, ko mi ni bila všeč, je to, da so tukaj izbrali nekaj zelo naprednih, recimo profesionalnih, polprofesionalnih drifterjev iz vsake države v Evropi, da so predstavljali svojo državo in potem so jih dali voziti na parking poleg dirkališča, kjer ni niti tribun, pa gledalcev je bilo skoraj nič, pa bom dal to not nek klip pa to, ne. Driftanje je pa po mojem mnenju najbolj atraktivna avtošport, ki fila 50 000 glave stadiona na Poljskem, recimo v okviru Drift Mastersa, je šport, ki trenutno potrebuje ogromne, čim večje publike, da lahko živi. Je potrebno, da gledalci pokrijejo te evente, poleg tega, kar pokrivajo vozniki za štartninami, da so ti eventi sustainable. In to je ful pomembno, da pač se driftanje na progah kot javni dogodek, sploh če je to tekmovanje, ga dosti lažje prodaš, da se promovira kot javni družabni dogodek, da pride čim več ljudi. Na to bo treba v prihodnje devati dosti pozornosti pa dosti truda v to. Mislim, da se DDK ekipa tudi zaveda tega. Upam, da bo tudi zveza naredila nekaj za to, da bo pač pripomogla k temu, ker zveza je vseeno tukaj tista ustanova, ki ima poznanstva, ima neke zgodovine, je pa valjda konec koncev to ustanova, ki samo požegna dogodek v organizaciji nekega društva, ne organizirajo oni sami. Tako upam, da bo to šlo v pravi smeri, ker recimo z moje perspektive, kar se tiče pač Drift Taxi vožnj, pa to je bil dogodek totalni fail. Tako da Drift Taxi program je bil tu neobstoječ praktično na dogodku. Samo tekmovanje je pa steklo v bistvu brez težav, ne, ker tudi tako sem že prej rekel,
je žvan vodu, vse v ozadju. On ima dosti izkušenj s tem, ne samo iz race-gazmika, tudi iz časov pred race-gazmikom, pa tudi sam spremlja razna prvenstva od Drift Mastersov v Evropi do recimo Formule Drift v Ameriki, pa približno ve, kako se stvari streže, ampak še bolj pomembno kot to, da ima v glavi ta postopek, ga zna prevesti v dogajanje na progi. Tako da velika nagrada DDK je bila tudi za mene, kar se tiče rezultatov, uspešna. To pravilo 235 gum je bilo zanimivo, mislim, da ga je treba fejst ukrotiti, ker niti približno to pravilo ni uspelo teh avtov ukrotiti tako, da bi jim lahko kontrolirali neki 2.5-3.0 avti. Drugače smo spet pogrešali nekaj dobrih slovenskih voznikov. V glavnem tukaj s Filip Placa na GoPro kartici Valda, ne bom več dolgo vezal s tem, koga ni bilo, tisti, ko vas ni bilo, ste zamujali. Mi, jaz, moja ekipa, imamo pa že polne roke dela s tem, da avte, ki so sestavljeni, pripravimo na naslednjo sezono, predtem pa še valjda zimski spanec, ampak bomo probali že pred začetkom naslednje sezone narediti nekaj upgradeov, biti up to date z vzdrževanjem. Med vsem tem pa nas čaka novi avto, ki je že na liftu, že v postopku izdelave in ciljamo, da bo pripravljen za naslednjo sezono. V naslednjem videu lahko pričakujete tehtanje avtomobilov in tudi izbor zmagovalca, ki je ugotovil pravo težo ta modrega avta. Hvala vsem za ogled. Če vam je ta video všeč, dajte ga lajkati. Če hočete še več tega kontenta, dajte se subscribati in se vidimo v naslednjem videu.